Dragi moji, dobrodošli na Soul Room Show. Kako ste? Zanima me, če danes kaj tak poseben dan tukaj čutite, tako da vas vabim, da mi napišete kaj v komentar. Danes je poseben dan. Dan, ko bi naj v svojem srcu bolj čutili, da prihaja na pomoč nekaj od zgoraj. In zato me zanima, ali danes čutite kakšno razliko, ker je ena spremenjena energija in ta spremenjena energija seveda ni zaznavna v našem umu. Ampak je zaznamo lahko samo skozi svoje srce. In vas res povabim, da tudi tole naše srečanje probamo čim bolj čutiti skozi srce. In da se naravnamo, da naše srce začenja sprejemati te podpore, ki prihajajo od zgoraj. Da začnemo sprejemati pomoč, ki nam je poslana. Ker slišali ste sigurno o teh sončnih izbruhih. In to se dogaja te dni bolj intenzivno. Kar pomeni več svetlobe prihaja v nas. In zaradi tega vas spodbujam in hkrati tudi nagovarjam, da se odprete v svojem srcu. Danes imam za vas eno vprašanje. Kako vi čutite ljubezen? Kako vi v svojem življenju, v odnosu z drugimi veste, da vas ima nekdo rad? Ali rabite za to, da čutite to ljubezen, dejanje? Ali je dovolj samo to, da nekako zaznavate? Z drugo besedo, ali se vam zdi, da je za to, da si pokažemo ljubezen, oziroma da čutimo, da nas ima nekdo rad, potrebno, da si to pokažemo. Ali rabimo dejanje ljubezni? Ali nam zadošča, če nam nekdo reče, pa se te imam rad, pa da ob vsem tem ne vidimo nekih dejanj? Ali je dovolj, da zaupamo v nekem pomenu, ali pa verjamemo, če nam nekdo to reče? Ali je potrebno, da se nekaj zgodi, kar pravzaprav nam to potrditev da? Jaz osebno sem taka, da težko čutim ljubezen brez dejanj. Če govorimo čisto o medsebojnih odnosih. In se mi zdi, da rabimo vsi, ali pa večina, se učiti tega izražanja ljubezni drug drugemu. Ker mislim, da je to tudi vzorec, ki smo ga dobili od svojih staršev in ga prenašamo naprej. Če smo tega kot dejanja ljubezni bili bolj deležni, mogoče to znamo. Če pa ne, nam je to mogoče malo težje. Posebno moškim je to, po mojem videnju, težje. Ženske pa se mi zdi, da povprečno bolj želimo to ljubezen čutiti skozi dejanje. Da nam več ta pozornost pomeni. Da v resnici je zelo malo potrebno za en odnos, če govorimo partnerski, pa tudi sicer. V bistvu vsi smo željni pozornosti. In če čisto gledamo na te medsebojne odnose, kje se lahko vsak od nas izboljša, je sigurno v tem, da to ljubezen, ki jo čutimo, ali pa naklonjenost do nekoga, pokažemo z dejanji. Meni osebno se zdi, da so ta dejanja tista, ki nam tukaj noter pobožajo dušo. In če je dejanje, ki seveda je iskreno, ne more biti nekaj, kar ni iskreno, je to zelo veliko vreden. Seveda pa tudi sama dejanja, brez da je v zadnji dober namen, nič ne pomenijo. Mora biti ena povezava srca in teh dejanj.
Jaz sem najbolj navdušena, ko ljudje naredijo stvari, ki jih ne povejo in naredijo iz tega svojega občutka, temu lahko rečem, brezpogojne ljubezni in to ne razglašajo na veliki zvon. Ta ljubezen, ki je močnejša, ki je večja, ki jo lahko imenujemo je Božja, se na tak zelo subtilen način predaja. In res je, da če smo bili mi za to ljubezen fizičnih dotikov, pohval in ostalih dejanj prikrajšani, je v nas potem ena praznina ali pa želja, pa hrepenenje po tej pozornosti večja. Druga skrajnost pa je v tej zdajšnji vzgoji, ko je te pozornosti ogromno za otroke, pa potem s tem, da iščejo pozornost druge, še vedno imajo probleme. To se pravi, nekaj je treba tukaj najti eno ravnovesje in vsekakor, ukolikor tega nismo imeli v svojem življenju in čutimo zaradi tega primanjkljaj, še vedno je nekaj, kar lahko to našo praznino zapolni in je nekaj, kar je dost bolj pristnega kot vse, kar je v zunanjem svetu. S tem tudi vam želim povedati, da ja, fajn je, da imamo te pozornosti, če se zgodijo, da imamo neka dejanja ljubezni. Kaj pa, če tega vsega skupaj zunanjega nimamo? Kaj pa v tem primeru? A je to, obstaja nek način, kako bi mi zdaj vsem se pa znotraj počutili ljubljeni? To se pravi, če vse, kar v svetu obstaja, nekaj res ne nahrani našo dušo. In kasneje, ko začnemo delati na sebi, to tudi vidimo, da je res. Očitno so tukaj, evo res, velike moram malo vode spiti. Velike naše čustvene praznine in tudi ta tema, ki jo zdaj govorim, je očitno zelo prisotna. Evo, jaz imam v grlu tole, kar se nas dotika, ne? Ta stvar se nas dotika, v vsakem primeru tudi mene, ker je tukaj znotraj nas, posebno v ženskah, res velika potreba potem, da bi mi bile, če govorimo o imenu žensk, ljubljene. Da bi res dobile to od zunaj, si želimo. Da bi bile videne, da bi bile spoštovane, da bi bile sprejete, da bi dobile torej od tega okolja, v katerem smo, neko potrditev, da smo okej. Ali pa, da bi nekje srečali nekoč enega sanjskega moškega, ki bi nam vse to dal. To je normalna želja vsake ženske. Ker si tako neskončno to želimo. Ker je v nas že iz kolektivnega ena taka praznina, ki je v resnici skozi prisotna. Torej praznina zaradi tega, ker te pozornosti nekako nismo dobili dovolj, ali pa jo sploh nismo dobili takrat, ko je bil za to mogoče bolj primeren čas, kot je naše otroštvo. Ampak poglejmo to drugo plat. Če torej je ta notranja želja in hrepenenje po ljubezni in seveda okolica nam tega ne more dati. Kaj zdaj? Ja, v tem primeru obstaja neka višja ljubezen, ki ni samo teoretično, ampak dejansko je. Je ljubezen, ki je božanska in po kateri v resnici mi vsi hrepenimo. Mal je naš to zamešal, pa hrepenimo zdaj po tej zemeljski ljubezni, ampak naše hrepenenje od znotraj je pa Božja ljubezen. In ta Božja ljubezen je prisotna, je tukaj. Ampak mi enostavno nismo na tej na valovni dolžini še, ker nekako še ne uspemo preklopiti, da je v neizmernem viru prisotna božanska ljubezen. Ampak ker smo tako usmerjeni, da iščemo torej v tem zunanjem svetu, ne usmerimo pogleda navzgor. Ta navzgor ne pomeni, da je ta ljubezen tam gor. Ampak to pomeni,
da iz tistega, kjer smo gledali, torej na zemlji, obrnemo pogled navzgor, ker to avtomatično pomeni proti nečemu, kar je više. In temu odprimo svoje srce. Posebno zdaj, ko je v tem mesecu praznik žensk. In ko se velikokrat srečamo s tem, da se pogovarjamo o ženskih temah, se mi zdi, da je toliko bolj pomemben, da zdaj ženske se odpremo enemu zdravljenju naših src. Da tisto, mogoče lahko rečem tudi rano, ki so jo že živele naše prednice oziroma predniki in predvsem matere, ki so bili tudi prikrajšani za ljubezen, da to damo na eno tako kolektivno zdravljenje. Vabim vse ženske, ki se tako v sebi čute prikrajšane v nekem pomenu za ljubezen, da dovolite, da vas napolni ta božanska ljubezen, ki prihaja od zgoraj in jo srce sprejema tako kot puščava vodo. Dobesedno vsrkava v sebe. In samo nekaj moramo narediti. Spustiti moramo ta ideal, v katerega smo zagledani po ljubezni, potem, da to občutimo, da to doživimo, da se nekaj zgodi od zunaj, da se zaljubimo, karkoli že. In dati možnost, da obstaja nekaj dosti globjega in večjega, kar smo kdajkoli doživeli. In v temu nam je vzgled Mati Marija. In tudi ona je mati vseh naših duhovnih esenc. In ko odpremo to našo duhovno esenco, ko dovolimo najprej, da to smo, da smo del tega božanstva in da to imamo v sebi, potem začutimo skozi to esenco tudi to božansko ljubezen. Ker ta ljubezen ni v našem umu. Tukaj ne obstaja. Tukaj je samo ideja o ljubezni. Tukaj so samo naša hrepenenja. Tukaj so samo ideje, kako bi mi to ljubezen mogli živeti. In vse to nas dela največkrat nesrečne, nezadovoljne, hkrati pa tudi v nekem pomenu, dosti žensk mi to reče, ne dovolj dobre. Ker pa tukaj noter v svojem srcu čutimo, da smo lahko deležni te velike ljubezni, ki je Božja. Je pa to tak balzam in zdravilo, ki raztaplja tisto našo notranjo lahko bolečino, lahko rane, lahko neke travmatske izkušnje, ker mi smo tega polni. Mi nosimo travme iz svojega življenja. Bolj smo senzibilni, več jih imamo, je dejstvo. Danes je bila pri meni ena gospa, ki je rekla, da jo je njena teta, ki je bila majhna, peljala na uro klavirja in je rekla, ta teta, tej učiteljci, ta je pa najbolj zabita v družini. In ona od takrat naprej ne upa nič povedati, nič govoriti. Gospa je stara 80 let. Ampak s to travmo živi, nikoli se ni upala izražati, nikoli ni upala pokazati, da kaj zna, ker je ta vzorec ostal. To pomeni, bolj smo občutljivi, bolj smo sugestibilni in izjave, ki jih nekdo da v nas, in posebno, če je to v otroštvu in kaj tazga, slišimo večkrat, to ostane v nas. In zaradi tega se mi počutimo nedobri, neljubljeni, nesprejeti in ne nazadnje nevredni. Ker ogromno teh informacij, ki prihajajo iz okolja do nas, pusti posledico. In ko jih veliko teh stvari slišimo, ko mogoče sploh te iz besede, ki so bile izrečene, niso imele od tistega, ki jih je izrekel, nobenega namena. Ne, da nas prizadanejo, ne, da nas kakorkoli, da nam naredijo škodo, ker ljudje se v povprečju sploh ne zavedajo, kaj pomeni beseda. Torej, ogromno besed se je izrekalo v našem življenju, predvsem v otroštvu, ko smo si to najbolj zapomnili, ki so posledično pustile v nas vtis. In mi smo na podlagi tega ocenili, a smo vredni ljubezni, a smo vredni nečesa lepega,
In danes živimo s temi občutki, ki so se oblikovali na podlagi naših prepričanj, ki so nastale glede na to, kar smo slišali o sebi. Zato je dobro, da znamo reči, vse, kar je v meni ostalo, iz različnih mnenj, od različnih idej, ki so jih ljudje imeli, oziroma besed, ki so mi jih povedali, dajem na osvobajanje iz sebe, ker mi živimo v lastni ječi. Ravno zato, ker smo od okolice prevzeli mnenje. Zato, ker smo ljudem verjeli, kdo smo mi. In smo to potem živeli. Ker otroštvo smo mi kot goba, pijemo vse. In ta naša okolica neskončno vpliva na to, kako bomo mi v prihodnosti potem živeli. In zato take senzibilne duše vse verjamemo. Karkoli kdo reče, mi vse slišimo in vse to sprejmemo noter. In to se nalaga. In to vpliva na to, kako se bomo mi v življenju obnašali, navzven, se bomo znali zase postaviti. A bomo znali povedati nekaj, kar nam ni všeč. A bomo znali povedati, kar si želimo, a sploh znamo izražati tisto, kar si želimo. Ja, mislim, da znamo takrat, kadar je zelo hudo. Kadar nas že zelo močno nekaj tišči in kadar nas muči, takrat, vsaj ženske, izražamo, kar nas boli in tišči. Ampak to je največkrat neuspešno, ker ni pravi način. Ker če mi izrazimo nekaj, kar si želimo, tudi kako naj bi izgledal nek odnos, ne? Ali kako bi naj si izmenjavali neko ljubezen. In če to izražamo takrat, ko je v nas že bolečina in smo mi že prizadeti, mi to ne bomo izrazili na tak lep način. In če ne bomo na lep način in bomo skozi svoje čustva prizadetosti, bo rezultat slab. Ker ko mi izražamo v tistem trenutku, ko smo že prizadeti, kaj bi radi, kaj nekdo mogoče izboljša, mi takrat dosežemo zgolj in izključno, da ta oseba, s katero doživimo, oziroma ob kateri doživimo ta mogoče čustveni izbruh, gre samo stran. Se samo umika, se samo zapira in komunikacija se zaključi. Torej ni možna komunikacija. To ženske zelo težko razumemo in zato bi tudi to ženskam posebej poudarila, da to izražanje skozi negativna čustva doseže zelo negativne rezultate. Ker v bistvu ravno to, mi smo naučeni v narekovaju, tako nam je znan vzorec, zelo dolg časa zadržujemo. Vse se dogaja, nekaj nam ni prav, nekaj nam ni všeč, nekaj ni tako, kot bi radi, in to not tlačimo in to nas boli. In potem enkrat to izbruhne. Največkrat izbruhne z vsemi obsodbami, očitki, obtožbami, ki jih imamo do določene osebe, kar pomeni, ranjujemo naprej. In zato je po mojem, tudi lahko rečem po moji izkušnji, pomembno, da v miru izražamo. Torej, da ne v tisti čustveni napetosti, ne pod nabojem čustvenim, ampak tako, da komunikacija steče iz globine. Kar z drugo besedo pomeni, da ko sem jaz v srcu, se oseba, s katero komuniciram, ne bo postavila obrambni položaj. Ker srce razume srce. In čeprav smo mogoče kdaj poskušali mirno povedati, pa ni bilo rezultata, je to, ali povem mirno, ali povem čez srce, zelo različno, drugače. Ne? Srce pomeni, jaz tudi tistega človeka, ob katerem mogoče doživljam prizadetost, ne obsojam. In ga razumem, da se mu mogoče, da to ni njegov način, da tega ne zna, torej ga razumem. In če dajemo izhodišče, da razumemo človeka, recimo partnerja, da on ne zna nam pokazati ljubezni, da nam se ne zna nekako, da ne zna pokazati dejanji, je ta način komunikacije, kako jaz komuniciram z njim, drugačen, kot če jaz doživljam prizadetost, ker on nečesa ne daje, kar avtomatično ocenim, da noče meni tega dati, oziroma da
nikoli ne razmišljam, da ne znam, ampak da noče. In v tem pomeni, jaz mu že dajem tudi neko sodbo. Če pa jaz komuniciram s srcem, pa njega razumem. Torej, ne glede na to, da bi moj rekel, kako lahko to razumeš, ko on se nič ne potrudi zate, ne? In če izhajam iz tega seveda potem pridejo vsi čustveni naboji. Torej, ta razlika skozi srce je, da jaz komuniciram z njim na ta način, da ga razumem. Ker ima tudi on svoje življenjske zgodbe, svoje stiske, mogoče ga nihče tega ni naučil ali pa ni nikjer imel vzgleda. Torej, to razumevanje je ključno, da se komunikacija med dvema lahko izboljša. Da se izognemo temu zlivanju našega negativnega čutenja, ker ljubezen se začne v osnovi tukaj sami seboj. In zato, ko jaz sprejmem Božjo ljubezen in sama sebi dajem to nazaj, ljubezen do sebe, ko se v meni zapolni to moje srce, potem vse ostale ljudi, ki jih prej nisem razumela, vidim z drugimi očmi. Ne gledam jih več kot tiste, ki nočejo nekaj dati, ne gledam jih več z obsodbo, z očitki, kako so lahko taki, kako se lahko tako vedejo, ampak jih gledam skozi srce, kar pomeni, oni imajo to vedenje, oni se tako obnašajo, ker imajo morda znotraj sebe stiske, ker enostavno nimajo v svojem programu drugega kot to, kar imajo. In če jaz te ljudi, kogarkoli v moji okolici začnem razumeti, se bo okolica začela odzivati. In bolj se bomo mehčali znotraj sebe, bolj bo ta okolica, ki je mogoče groba, ki je mogoče trda, ki je mogoče včasih celo kruta, začela okoli nas spreminjati. Ker Božja ljubezen raztaplja temo. In tam, kjer nismo mogli nič narediti na noben način, kjer v resnici je vse odpovedal, kar je zemeljsko prijemljivega, vse, kar je orodje na zemlji, tukaj je samo ta Božji dotik možen. Torej, ni več vezano na nas, na to, kar mi mislimo, da je prav, na to, kar mi mislimo, da je treba narediti, ker tukaj bi rada povedala, da smo ženske tudi lahko zelo principielne in hočemo vse na svoj način in smo preveč potem zaradi tega posesivne odnosi. Hkrati pa hočemo imeti tisto svojo slikco, ki si jo zamislimo točno taka, kot je narisana. Ne znamo se nekako prilagajati, ali pa se včasih celo preveč prilagajamo, tudi to je opcija, ampak v tem pomenu, da damo možnost, da je tudi kako drugače, kot pa si zamišljamo. To je smiselno, ne, da se v tem pomenu znamo prilagoditi. In dajmo biti mi prvi sprememba. Dajmo to spremembo narediti najprej mi. Ne pričakujemo, da se bojo ostali spremenili, ker je velika verjetnost, če se zdaj niso, se sami od sebi ne bodo. Ampak dajmo narediti spremembo mi. Naredimo to spremembo tako, da od vseh, ki so v naši okolici, nič več ne pričakujemo, ampak zares. Da jih razbremenimo pritiska, ki ga tudi znamo delati zaradi tega, ker pač nekaj želimo, nekaj hočemo. In ozdravimo se tega, osvobodimo se tega pritiska, tako da te ljudi, ki jih tam imamo, pa bi vsak dan jim lahko rekli, ti nisi tak in tako naprej, dajmo dati en sam občutek, ki to je, razumem te. Kjerkoli si, ti moj sin, ti moja hči, ti moj mož, kjerkoli, ali ti moja mati, vse. Razumem te. Ker ko to res naredimo iz srca, se začne v nas spreminjati. Ker s tem nismo več zagledani samo v svoj prav, ampak se začne v nas ena taka večja sprememba dogajati, da postanemo širši. Torej gremo ven iz neke notranje naše omejenosti, nekega okvirja, ki ga imamo, preko katerega doživljamo tudi veliko stiske, bolečine in prizadetosti.
In če to spremembo začnemo delati, se rezultati poznajo, ne da bi mi hoteli spreminjati okolico. To se začenja dogajati spontano, ker na ljubezen se ljudje odzovejo. In zato je tako pomembno, da vemo, da si priznamo, ja, jaz imam v sebi prizadetost. Jaz imam v sebi določene rane, bolečine. Marsikdo se sprašuje, kaj naj s tem naredim? Boli me, prejšnji odnos, to, kar se mi je zgodilo v otroštvu, karkoli, boli me. Kako naj zdaj s tem živim? In odgovor je tak, ni lahko s tem živeti. Se pa da. Na ta način, da na tiste stvari, ki smo jih doživeli in so bile težke, pogledamo z drugega zornega kota. Kar pomeni, če doživljam preteklost, da je preteklost bila moj rabelj, potem sem v tej preteklosti non-stop. Torej me je preteklost oziroma situacije, življenje so me teple, situacije so me kaznovale tako, kot smo si nekoč zamislili. Ne? Če to živimo še naprej, mi se tam sploh ne moremo zvleči ven, ker skozi ponavljamo neke te travme. Če pa zdaj v tem trenutku rečemo samo to je bila moja preteklost, to je bila moja pot in to pot sem prehodila, zato da sem danes tukaj, zato da danes vem, kaj je resnica, zato da danes iščem nekaj več, da iščem to božanstvo, da iščem to luč. Ker sicer, če ne bi šel čez tako pot, ne bi iskal. Ker če nam je nekje luštan in nam je super in krasno, da bomo to iskali. Žal je tako. Redko kdo, da ob vsem obilju, ob vsem krma, da mu gre super krasno, gre po podporo navzgor. Ali pa v naše srce, kar je bolj resnica. Ne? Navzgor je v resnici ideja, ker Bog ni zgoraj. Je tudi, ampak je bistvo tukaj not v naše srce. In zato vam dajem to podporo v vaših srcih, da boste zmogli spustiti preteklost. Ker če to preteklost spustiš, ti nisi več preteklost in ne boš to čutil, ne boš več mislil, ne boš več to doživljal. In dobiš energijo sem. Ker jaz verjamem, da se marsikdo od vas sprašuje, kako prideti do energije, ker ste izčrpani, utrujeni, zmozgani, kaj zdaj narediti, da boste prišli do več energije. In odgovor je, spustite tisto, kar vam energijo jemlje. Odložite to, kar vas zadržuje in kaj vas miselnost, kaj je to, zakaj je bilo to, zakaj se mi je to naredil, je zelo obremenjujoča za našo energijo. Veliko energije pobere. Spravi, začnimo misel obračati bolj pozitivno. Poglejmo na te odnose manj dramatično. Razbremenimo se. Ni tako, da bi se zdaj vsi odnosi lahko zrihtali, to žal je tako. Ne? Da nekje v nekaterih odnosih ne bo šlo, nikoli ne boš. To si moramo priznati. Ker eni čakajo in rečejo, ja, saj se bojo spremenili, pa saj čakam, da se bo kaj naredili, ne bo se naredili. Naredite to vi, ta prvi. In ko se boste vi, kar se bo potem naredili, se ne zgodi. In če se ne bo nič naredili, kar je tudi možno, da se ne spremeni v nekem odnosu, pejte pot naprej proti božanstvu. Izberite to odločitev in to spremljite skozi srce in prepoznajte, da ste iskali to celo življenje. Včasih so res vzroki, ki jih ne moramo razumeti, jih ne moramo, preprosto ne, ki so v zadju, ki so v podzavesti in se res ciklamo skozi v enih in istih zgodbah. Včasih jih ne moramo razbrati in ne vemo, kaj zdaj, ker veliko tega ozadja podzavesti je zakritega. In zato je fajn, da včasih damo možnost, da nam kdo tudi pomaga. Tudi namen branja duha in duše je v tem namenu. To se pravi, da razberemo ozadja, zakaj imamo težave in kako te težave rešiti v resnici, če so iz nekega ozadja, iz neke preteklosti, iz nekih prejšnjih življenj. Tako da vabljeni tudi na zapis duha, zapis duše, na odklepanje duha. Posebno zdaj v tem mesecu marcu, ko je praznik žensk, imate ženske 20% popust. Tako da se vam še malo približamo, da boste lažje, če se že odločate, tudi se odločile. Želim, da tudi tale trenutek, ki ga imamo zdaj skupaj,
res probamo skupaj doživeti v eni taki radosti. Zdaj bomo tudi pogledali zapis gospe Tilke Ferkol, ki je bila izžrebana danes. In bomo nekaj besed povedali tudi njej, tako da gospa Tilka, tole za vas. V vas, draga Tilka, je tak krč, da se do vas sploh ne da prideti. Toliko časa se v svojem življenju že s tem ukvarjate, da verjetno ste marsikaj že naredila, da bi tukaj noter v tole zakrčenost, ki jo imate, prišla. Ampak tukaj noter je v vas en ta globok strah, ki je prišel na vas že skozi vašo družinsko deblo in je delno tudi iz vaših prejšnjih življenj. Tako da tale strah je tako skoncentriran in vi skozi hodite okrog, ampak znotraj je trdnava. In znotraj te trdnave ste tamle noter vi, ta vaš jaz, ki je dobesedno zaklenjen v to trdnavo in ne more ven. In zato je smiselno vstopiti na način, ko pravzaprav rabite to ozavestiti. Da ta strah je velik motilec vašega celotnega življenja in tudi, če ne veste točno, kje je strah, je že strah pred tem, da živite, da se izražate, da delujete v smislu, da sploh pokažete, kdo ste. Tako da, draga Tilka, naj se ta strah raztopi, naj vas vstopi luč in ta strah izniči. Naj se strah teh vaših prednikov, ki so imeli določene travme in je to šlo na vas, odstrani, da boste zaživela, da boste cvetlica, ker zdaj izgleda tako, kot da venete v nekem pomenu. Naj vas božanska luč dobesedno zalije, da bo prišla luč v to trdnavo in da boste vi znotraj tam, kjer ste, videla, da je to tudi vaš namen tukaj, da ta luč postanete in zažarite. Hvala. Zdaj vas pa vabam, da se še povežemo. Še enkrat v srcu. Moji ljubi otroci, dajem vam roko. Vem, da sami ne zmorete, da je pot včasih tako strma, da klecnete. In tu sem pred vami, da vam podam roko v najbolj težkih trenutkih vašega življenja. Morda ni ta trenutek za vas najtežji, je pa morda trenutek, ko ne veste, kje ste. In zato vam dajem roko, da se dvignete. Da v sebi prepoznate, da ste do sedaj sledili svojim idejam o življenju. In da te ideje se niso uresničile, niso se realizirale. In ker se niso, ste v nekem delu sebe umrli. In iz tam, ljubljeni, ker se tako počutite, vas kličem, da vstanete. Stopite ven iz svoje prizadetosti zaradi kateregakoli razloga. Dobili boste novo moč. Dobili boste novo, tisto pravo, resnično voljo, da naredite v življenju spremembo in da naredite nekaj, kar do sedaj niste. Vabim vas, ljubljeni, da v srcih svojih spustite vse tisto, kar ni ljubezen.
da se odločite, da se sedaj zares pred sabo, tukaj, kot da bi se gledali v tem svojem višjem jazu, vi človek, pogledate iz oči v oči in si rečete, čas je, da zapustim stari svet, svet v resnici trpljenja, svet neizpolnjenosti in svet mojih strahov. Čas je, da vstanem v ta drugačen svet, kjer je ljubezen ponovno na zemlji. Ne glede na to, kakšen čas je od tega, koliko se vas bo zbudilo, koliko bo od vas se dvignilo, odvisna pot prihodnosti, sveta, zemlje. Zato razbite okove, odstranite se iz svojih ječ, kjer ste do sedaj trpeli, pogosto tudi brez resničnega vzroka. Samo zaradi prepričanj. Ljubljeni, ste pionirji novega sveta. In verjetno ste že od malega čutili, da ne sodite v ta svet. Niste pa vedeli, kam sodite. Vabljeni, dragi moji, ljubljeni otroci, v svet božanske ljubezni. Dajem vam svoje naročje in svoje okrilje. Ne zato, da bi kaj naredila namesto vas, ampak zato, da dobite podporo, da boste to vi sami naredili. Premik, spremembo, odločitev. Za ta svet, ki je v stiski, zaradi vsega, kar se dogaja v tem trenutku, vas prosim, da iz svojih globin, iz svojega srca izrečete svojo lastno molitev, tista, ki vas bo nagovorila v srcu, da boste dali podporo temu svetu, ki jo tako zelo potrebuje. Hvala za vse, ki slišite ta klic. Ljubim vas, vaša mati Marija. Hvala, ker ste bili z mano. Vabljeni na naslednjo Soul Room show v četrtek ob 8. Kar začutite, lahko pišete v komentarju, če so se vas stvari dotaknile, če tudi vi tako čutite. Skratka, veliko mi pomeni, da se izražate, da imate tudi tukaj prostor, kjer lahko kaj vprašate, predvsem pa kaj poveste. Vabljeni na zapis duha, da boste še bolj začutili in pa hkrati spoznali, kaj vas res omejuje, otežuje, da ne greste naprej in hkrati, kaj res vaš ta duhovni namen tukaj na zemlji. Lahko noč.